Predsednik Abdurrahman Mohamed Abdullahi, predsednik Republike Somaliland, v čast mi je, da sem danes z vami. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas za pogovor z mano. Najlepša hvala. Gospod predsednik, do zdaj je bil to res zgodovinski obisk, ne le tukaj v Izraelu, ampak tudi z odprtjem prve veleposlaništva v Jeruzalemu. Kaj ta trenutek pomeni za Somaliland po več kot 30 letih čakanja na to uradno priznanje? No, moj obisk je bil prvi državni obisk sploh strani predsednika Somalilanda v katerikoli državi na svetu. Tako je že to samo po sebi zgodovina. In odprtje prve veleposlaništva Somalilanda v Jeruzalemu je tudi še en velik dogodek za moje ljudi in zame osebno. In to utrjuje oziroma poudarja rastoče odnose med Izraelom in Somalilandom. Vem, da je to vaš prvi uradni obisk, vendar je bil pred uradnim priznanjem tudi skrivni obisk Izraela na zunanjem ministrstvu. Kako je to pomagalo tlakovati pot do tega, kjer smo danes? Mislim, da je to bilo temelj za to, kar se dogaja danes. In to je normalno. Skrivne žrtve se dogajajo v vseh državah na svetu. Zakaj je bila Izrael prva država, ki je priznala Somaliland? Kaj vidi Izrael, česar druge države še niso opazile? No, to ni nič nenavadnega. Torej, Izrael je bila prva država, ki je priznala Somaliland 26. junija 1960. In spet je to prva država, ki prizna Somaliland 26. decembra 2025. Torej, mislim, da je politika izraelske vlade utemeljena na realnosti. Da. Po Izraelu, kdo je naslednji? Ste prejeli kakršnakoli zagotovila od držav, da bodo priznale Somaliland? Imamo veliko držav na seznamu, vendar jih iz več razlogov trenutno ne želimo razkriti. O kakšnem časovnem okviru govorimo? Lahko bo kmalu. Ali imate odprte komunikacijske kanale s predsednikom Trumpom v Združenih državah, ko gre za priznanje? Preko njegovih diplomatskih kanalov smo odprli kanale, da. Druge države v regiji, Etiopija, Zaire, Kenija, ali so to države, ki so trenutno glavna prioriteta za Somaliland? In tudi zanje smo odprli kanale. Povedala bom, da zgodovina kaže, da pri regijah, ki si prizadevajo za priznanje, Afriška unija običajno prva postavi ta precedens. Ali Somaliland sodeluje z Afriško unijo, da bi pridobil uradno priznanje? Rad bi popravil izraz odcepljena regija. Nismo odcepljeni. Postali smo suverena država 26. junija 1960. In Mogadišu je postal neodvisen po 5 dneh. Torej smo starejši od Mogadišuja. Smo starejši od Somalije, smo starejši od Kenije, smo starejši od Ugande, smo starejši od Eritreje in morda smo starejši od polovice afriških držav. Zelo bogata zgodovina v Somalilandu. Da, za državo z večinskim muslimanskim prebivalstvom je odprtje prvega veleposlaništva prav v Jeruzalemu velika odločitev. Kaj vas je vodilo pri tej odločitvi? In vas skrbi morebitna negativna reakcija nekaterih arabskih držav zaradi odprtja veleposlaništva v Jeruzalemu? Sploh te skrbi nobena negativna reakcija. To je odločitev. Sprejeli smo jo in se bomo držali zavedno. Zakaj ta odločitev? Ker je Izrael prva država, ki nas je priznala. In običajno se veleposlaništva odpirajo v prestolnicah držav, ki se medsebojno priznavajo. Do zdaj sta tako palestinska oblast kot Somalija kritizirali vaš trenutni obisk v Izraelu. Kakšen bi bil vaš odgovor na njihovo kritiko? No, mislim, napisal sem pismo Somaliji in 80 ter 192 drugim državam 17. maja 25. In Izrael je bila edina država, ki se je odzvala na mojo prošnjo. Zato sem jim dal priložnost, da priznajo Somaliland. Te priložnosti niso dobili.
Kaj dejansko Izrael prinese Somalilandu poleg priznanja? Pogovorimo se o konkretnih stvareh. Tehnologija, kmetijstvo, voda, varnost. Kaj Somaliland dobi iz tega odnosa? Verjamem, da bo Somaliland veliko pridobil iz tega odnosa. Kmetijstvo, voda, zdravje. Prav tako bo 8 otrok s tovrstnimi srčnimi okvarami ta teden zdravljenih v Izraelu. Wow, neverjetno. Da. Kar zadeva varnost, ali bo v Somalilandu izraelska vojaška baza? Ne zdaj. Pa v prihodnosti? Ne morem izključiti. Ali torej vidite Somaliland kot partnerje v boju proti Hutijem v Rdečem morju in drugim iranskim vplivom? Katera sredstva ima Somaliland, da se dejansko spopade s to grožnjo za pomorske poti? No, Somaliland nikogar ne napada. Ni sovražnik nikomur, vendar ima pravico, da se brani. Z vsemi zmogljivostmi, ki jih ima. Kaj pa obramba te mednarodne vodne poti? Imamo obalno stražo in iščemo pomoč naših prijateljev, da bi povečali zmogljivosti naše obalne straže. Ali je to del argumenta, ki bi ga predstavili drugim državam, ki želijo uradno priznati Somaliland? Da. Kaj pa za državljana Somalilanda? Kaj pridobi s tem trenutkom, ko se končno odpre veleposlaništvo v Jeruzalemu? No, najprej, kar pridobivajo, je to, da smo dobili priznanje, ki smo ga iskali 35 let. Prav tako dobimo odnos, partnerstvo na področju kmetijstva, vode, zdravja in varnosti. Ali bodo neposredni leti med Izraelom in Hargejson? Seveda. Ne, brez zadržkov in brez omejitev. Kako kmalu mislite, da lahko to pričakujemo? Zelo kmalu. Slišimo, da imajo nekateri Izraelci težave s potovanjem v Somaliland zaradi vizumov in omejitev potovanja prek Somalije. Kako resen je ta problem in kaj se dela za njegovo rešitev? Priznavam, da trenutno obstaja problem z vizumi za tujce, ki prihajajo v Somaliland zaradi vizumskih zahtev Somalije. Ampak to je problem in smo v postopku reševanja tega problema. Kaj bo to potem pomenilo za Izraelce in Somalilance v prihodnosti glede potovanj med tema dvema državama? S svojimi prijatelji in z ruskimi organizacijami, ki so odgovorne za letalstvo, upamo, da bomo našli rešitev za ta problem. Kaj pa poročilo Babar? Kako to vpliva na vlogo Somaliland kot morebitnega regionalnega, trgovskega in logističnega središča na tem območju? No, Berbera je tradicionalno logistično središče. To je zelo znano pristanišče. Nahaja se na zelo strateški lokaciji in je prehod v Etiopijo ter številne notranje afriške države. Torej, pomen Berbere se je zdaj povečal zaradi trgovskih poti, ki potekajo skozi njo in številne države štejejo Berbero za zelo strateško lokacijo. In prihajajo, trgujejo z nami in upamo, da se bo to še povečalo. Katere so države, s katerimi želite povečati tovrstna partnerstva? Združene države Amerike, Združeni arabski emirati, Izrael in številne druge države. Ali imate zagotovila glede časovnice, kdaj bi lahko nekatera od teh partnerstev postala bolj konkretna? Nekatera so se že začela, se povečujejo in druga se bodo pridružila. Gospod predsednik, poglejmo v prihodnost. Da. Čez 1 leto, kaj bi po vašem mnenju pomenilo uspešno razmerje med Izraelom in Somalilandom? No, čez 1 leto upam, da bo odnos napredoval. Sodelovanje se bo povečalo. Sodelovali bomo v kmetijstvu, pri vodi, mineralnih virih, živinoreji, morskih virih, trgovskih poteh in industriji. Z upanjem pravim, da bomo po 1 letu občutili razliko. Kakšno je vaše sporočilo drugim državam, ki še vedno nočejo priznati Somalilanda? Moje sporočilo je jasno. Prosim, pridružite se, preden bo prepozno. Kaj mislite s tem, ko pravite prepozno?
prepozno. Mislim, da bodo izgubili priložnost, ki jo imajo danes. Priložnosti, ki jih imajo, bodo danes izgubili. Če se ne pridružijo, bo tisti, ki pride prvi, imel najboljšo priložnost in najboljše možnosti za to sodelovanje. Gospod predsednik Mahat Zanit, najlepša hvala. Prosim, ni zakaj. Najlepša hvala. Hvala.